Tako, mogoče je zdaj trenutek, da odgovorim na tisto magično vprašanje, zakaj ni vlogov in kam so šli. Mislim, da prav te dni mineva točno 3 mesece, odkar sem posnel zadnji vlog. In takrat ne vlogam. Parkrat sem probal iti nazaj na to kravo, jo usedlati pa narediti kako dobro vsebino, pa mi nekako ni ratalo. Se mi zdi, da v določenem trenutku v lifeu pride, da se mogoče malo sprazniš. Ampak ja, razlogi so v bistvu tako večplastni. Prvi razlog je, da ko sem potegnil skupaj ure, ki so bile vložene v ta projekt, sem prišel do tolikšnega števila ur, da se je seštelo nekih 16,2 meseca hoje v službo, več kot 1 leto dela, zato da si sproduciral tam približno 130 videoposnetkov. In zdaj, če bi to osebo minimalno, vsaj 2000 bruto plačal, pomeni, da bi sam delo, osnovno delo, pa ne gre za strokovno delo, stali tam okoli, dajmo reči, 30-35 jurjev. In če temu prištejem še vse ostale stroške, ki jih človek ima z logistiko, produkcijo in še vsemi ostalimi zadevami, je ta moj adventure v svet vlogov stal krepko okoli 60-70 tisoč evrov. Tudi toliko približno, eventualno govorim o tem, da sem približno toliko denarja v tem času z influencerstvom, takim ali drugačnim, tudi zaslužil. In moj pomislek je, da se to čisto res ne splača, da jaz lahko ta denar popolnoma drugače in dosti prej zaslužim 2-krat, 3-krat, 5-krat ali pa 10-krat več. In samo ta ljubezen do te sedme umetnosti, ki se reče video, mislim, da ni zadosti. To je en razlog. Drug razlog je pa, da za ta znesek, ki sem ga zaslužil v tem obdobju z ustvarjanjem video vsebin, nek način se odrekaš svoje zasebnosti in ta zasebnost je vredna ful. Ne 60, ne 100, ne 200, ne 500. Težava je v tem, da ljudje nas pregovorijo, da te spremljajo in potem se z človekom govoriš 2 ali pa 3 ure, na koncu ugotoviš, da ta človek ve vse o tebi, da je pogledal vse vloge in tako naprej. Greš v McDonald's in ne moreš niti skregati, če za res svojo najljubšo in najdražjo. Ker ljudje okoli hodijo po selfije in tako naprej. Kup enih takih situacij je bilo v zadnjih 2 letih, odkar to počnem, da načeloma ugotavljam, da je vprašanje, koliko je kaj vreden. Slovenija je izjemno majhna, zato tudi ni veliko vlogerjev in kapo dol Cirilu, kapo dol Kulfotru, kapo dol Lepi Afni in vsem tem, ki uspejo to video vsebino producirati za tako majhen trg. Ljudje božji, 1,5 milijona nas govori slovensko, ostalo so otroci, tujci, in za 1,5 milijona ustvarjati vsebino je izjemno težko, zato ker je energija, ki jo vložiš, enaka energiji, kot če bi to vsebino produciral za 40, 50, 70, 100 milijardov ljudi. Tako pač to je in Slovenija je tukaj na tem področju težka. Po drugi strani pa ni veliko razumevanja oglaševalcev, da bi influencerje, vlogerje in podobne podprli na en tak zelo nevtralen način, da bi on lahko enostavno počeli dober content, brez da prodajo svojo dušo. In pol velikokrat vidim tudi pri vlogerjih, reviewerjih, videoustvarjalcih stvari, ki mi niso všeč, in velikokrat mene blagovne znamke silijo v stvari, ki absolutno niso jaz in jih potem zavrnem in večinoma ne naredim. Tako da to je ta zgodba. A bom še vlogu v osebnem nivoju, da bom spuščal v to kamero svoje življenje, tega ne bo veliko, to bo mogoče ostalo še del Instagrama. Probal bom narediti kak dober review, kakšne stvari. Ukvarjal se bom z videom, ker mi je video ratal v bistvu na nek način ful všeč. Ne vem pa, kam me bo čisto res peljal. Eno stvar bom naredil, da bom na janmusrol.com jutri objavil cenik. Cenik, ki sem ga ponovadi naročnikom 1 na 1 pošiljal. Tudi produkcijski načrt za leto 2019.
bom objavil, kaj sem želel početi. Pa mogoče se kdo najde, ki bo razumel, da video ne more nastati za 300 evrov, video ne more nastati za jurja. Nažalost, 50.000 ljudem težko pokažeš neko reč, težko jo dobro narediš, sploh če si za vlogan izbere stil, ki sem si ga izbral, ki je do producenta nekoliko bolj zahteven, ker ne gre samo za dokumentiranje mojega osebnega življenja, ampak gre za prikazovanje nekih, ali so to destinacij, izdelki in tako naprej. Za nekim pač vsem, kakorkoli obrnem, cinematičnim pristopom, dajmo temu reči. In tam je pa ful dela. Če sam povem, da sem prišel iz Portugalske z 9 urami materiala, zato sta nastala 2 videa, da je nastalo pol ure nekega materiala iz Portugalske, je že to mogoče tako ena tak okvir, da vidite približno koliko časa traja. Za en vlog sem v povprečju porabil 20 ur, približno 8 ur za montažo, približno 8 ur za produkcijo, snemanje videa in tako naprej. Pa približno vedno je bila enih 8 ur neke logistike, tako ali pa drugačne. Tako da, če to vse skupaj pošteješ, minimalno 20 ur za en vlog, kar je veliko. In ker veliko v času govorim in ker sem dobil ene krne izvide, ki niso najboljši, in sem začel razmišljati o tem, da sem star toliko, ker sem in da cajta res nimam še naslednjih 80 let. Nič drastičnega, by the way, ampak holesterol, pa cukor, pa te fore, pa 40. Se treba zamisliti, treba kaj zase narediti. Na zadnjih 3 mesecih delam stvari zase. Pa čisto niti slučajno ne za vas tam na drugi strani. Tako da, to je to. Kup enih razlogov. Drugim pa tudi ta razlog, da pač, če hočeš video vsebino ustvarjati, moraš imeti podporno okolje, ki to video vsebino je način tega življenja, ki je 24/7 vlogger's life, to ni. Zdaj pa malo dvignil kamero in tako naprej. To je pač način življenja, mora tvoja družina cela splet. Pri meni pa je tako, da noče biti cela družina del tega in potem je pač ta vlogger nek tujk v sistemu, kar je pa tako, no. Bad. Čisto zares. Tako da jaz bom najbrž vlogil, trudil se pa bom, da bom mogoče neko video vsebino nekoč, nekje, nekdaj, pa ne, če bo to naslednji mesec, pa ne, če bo to januara, a pa če bo sploh kdaj ustvaril. Grem po eni zelo podobni poti, kakor se je izbral Casey Neistat, tudi on je nehal vlogati, pravzaprav istočasno kot jaz in zaradi prav istih razlogov, ker je prav, da je zaradi tega vloganje bi bil ful egocentričen in egoističen, ampak ne na ta prav način. Jaz sem gotovo, da moram biti enostavno sam do sebe, zelo egoističen na ta prav način. Se vzeti vsak dan 1 uro, skoriti ure kalorij, biti zdrav, zato da bom lahko predvsem najbližjim v življenju tudi kaj dal nazaj. Ker drugače to vse skupaj kaos. Jaz upam, da vam je bilo cool z mano zadnje 2 leti. Ful je bilo mailov enih, ful je bilo enih takih reakcij, čisto zares. Ampak ja, mogoče tako najboljše reči. Čau.